Prisrčno pozdravljeni, danes bomo govorili o zvonovih ljubezni. Govorili bomo o prsih in pravzaprav bomo poskusili izstopiti iz tega dejanja, da je to nekaj grdega, da se moramo skrivati in predvsem, da se moramo dotikati svojih prsi s strahom, da slučajno ne najdemo kaj tršega, kar bi lahko pomenilo kakšen rak na dojki in podobno. Danes je v naši družbi izjemna ženska Karmen Bezget iz Akademije za ženske, ki pravzaprav ženskam po celi Sloveniji in tudi po svetu pomaga dejansko, da premostijo vse svoje težave, ki jih imajo ali z menstruacijo in krči, ali z PMS-om, ali z menopauzo, ali z tem, da nimajo želje po spolnosti in skratka celotna paleta je tukaj notri zajeta in danes bomo govorili pravzaprav o tem, kako si s 15-minutno masažo prsi, kaj se dejansko v telesu zgodi in kako si lahko s tem pomagamo ter kaj pravzaprav k čemu sploh prispeva. Karmen, zvonovi ljubezni, tako lepa beseda, oziroma besedi. Ja, dejansko je, zvonovi ljubezni res žensko polepšajo, žensko ne le polepšajo, ženska, ko aktivira svoje zvonove ljubezni, ko poskrbi, ko jih neguje, ne le, da ti zvonovi ljubezni pričnejo svojo melodijo, igrati svoj čudoviti koncert, ampak enostavno, zadnjič, ko smo že govorili pred časom, kako je zelo koristno za žensko, da vzdržuje zdrava prsa, zdrave zvonove ljubezni, je toliko bolj pomembno še v drugem koraku, da poznamo te koristi nege, se pravi, tako kot si rekla, da poskrbimo, da se jih dotaknemo, da jih zmasiramo, da jih nežno objamemo in s tem spodbudimo ženstvenost in ostale koristi. Karmen, jaz sem izjemno hvaležna, da si me to naučila na eni izmed tvojih delavnic. Uporabljam in moram ti povedati, da sem si pravzaprav zmasirala prsi in sem bila doma v stanju take fine, prijetne vzburjenosti in sem naslikala to sliko. In kar mi je najbolj zanimivo je to, da ves čas dobivam vprašanja, če lahko ljudje to sliko kupijo. In ves čas mi govorijo, wow, kaj je s to sliko? A to prodajaš? Če mi boš hotela kdaj kaj dati, to sliko mi lahko daš. To ljudje dejansko govorijo in neka energija se je sprožila takrat. Čuti se, strašiti se, tako da dobro deluje in tudi moram reči, da resnično nimam več bolečih menstruacij, odkar prakticiram vse te stvari. In poslušajte ženske, drage ženske, to je stvar, ki jo morate poslušati, ki jo morate slišati, ki si jo morate zapisati in ki jo morate na koncu tudi izvajati, ker to je čarovnija, kaj se dejansko zgodi v našem telesu, tako fizičnem kot energijskem in vseh ostalih, ko se z ljubeznijo dotaknemo naših prsi. Evo, pripravljene na znanje. Kje začnemo? Na začetku spet, tako se lepo povedala, da sploh nekaj nazaj začnem. Ja, začeli bomo, danes bomo dali malo poudarka našim areolam, pa našim bradavicam. Zdaj, zanimivo je, moja hčera zdaj v drugem letniku gimnazije in tudi študirajo, oziroma se učijo biologijo, in tudi sama mi razlaga te stvari, katere se učijo in potem v praksi, ki jih enostavno z biološkega vidika poznamo, zdravstvenega. Zdaj, ko pa to dvoje povežemo in ko to začutimo, je pa to čudovito. Zdaj, kaj je najbolj pomembno? Je pomembno to, da ženske spoznamo prsa, tako kot zmeraj vsake del telesa in na naših čudovitih zvonovih ljubezni so areole in pa bradavičke tiste, katere imajo veliko, kako bom rekla, vlog oziroma aktivacij in pa povezav. In ko na delavnicah, sama se spomniš, ko na delavnicah, ko tako malo gremo skozi, ko se tu ženske spomnijo, same pomislijo, da to tako in tako že vse poznajo, ker je v bistvu to del njihovega življenja. Namreč bradavica, areola, je povezana z našo, se pravi, aktivira železo hipofiza. In spodbudi proizvodnjo hormona, ki ga imenujemo ali hormon sreče. Se pravi, da ko ga spodbudimo, da nam je fajn, se dobro počutimo, lažje navežemo kontakte z drugimi ljudmi. Druga stran tega hormona pa je ta, da je to tudi hormon, ki spodbuja kontrakcijo maternice. Se pravi, to je hormon, ki nam omogoča porod. In kar je pomembno je to, da ta hormon, ki se
producira v času poroda, to Ja. pomeni, da pomaga, da maternica svojim začne s kontrakcijo, se pravi mišica začne, otročka pomaga potisniti ven, istočasno se odpre tudi nožnica in pa jajčniki, vse se aktivira. To isto funkcijo spodbudi mati takrat, ko tudi doji otroka. Zanimivo. Zato tudi ženske, ki dejansko dojijo, prej shujšajo, prej uredijo celotni sistem, zaradi tega, ker dejansko dojijo in pride do te aktivacije. Točno to. In če si kdaj opazovala, če opazuješ, ko da mati dojenčka, ne, na prsa, na bradavice, ko dojenček začne sesati, je še takoj v drugem trenutku je mamica še bolj ga stisne k sebi, seveda, ker se ta hormon zaktivira, to pomeni z aktivacijo. Ena stvar je tisto, kar je avtomatsko. Druga stvar pa je to, kar dojenček med dojenjem spodbuja, se pravi, ko on sesa bradavičke, mleko, spodbuja s tem, dejansko masira areole, masira bradavičke in kaj se zgodi? Hipofiza, akcija, aktivnost, oksitocin, hormon in istočasno seveda mama še bolj naveže kontakt z njim, zato tudi recimo v bolnici, ko rodiš, ti dajo otročka najprej na prsa, da se še bolj poglobi tisti kontakt. Druga stvar pa je ta, da ko on sesa še bolj, ko je več in več oksitocina, pa se začne spet ta proces v maternici, se pravi manjši porod, oziroma da začne maternica se iz velikosti, se vemo, ko je velikosti, ne vem, jaz sem imela kolubenico, potem pa gre, se krči in se prične pomlajevati. Zakaj? Ker telo si želi, telo ima cilj, en baby pa spet novi baby, ne? Da je ženska spet v dobri kondiciji, v najboljši kondiciji, pomeni, da maternica spet gre nazaj v velikosti hruškice, breskice. In ko sem jaz rodila, ko sem dojila po porodu, jaz nisem vedela, kaj se mi dogaja, jaz sem imela take krče v maternici na dojenju, nisem vedela točno, dokaj nisem prečitala. In to je to. In to lahko mi same vzpodbujamo. Seveda ne v tako obliki, da bomo rodile, ker imamo dovolj hormona, ampak dejansko lahko ta proces pomlajevanja maternice, pomlajevanja jajčnikov lahko spodbudimo same. Je to super. Odlično, kaj vse zmore ženska. Kaj ste? Ja. Iz teorije k prakso. Ja. Zdaj pa kaj je pomembno? Pomembno je, da ko negujemo svoje prsi, da jih res negujemo, tako se rekla, z ljubeznijo. In pa s tisto ženstvenim odnosom, z radostjo. Tako da najprej, preden se lotimo, oziroma preden svoja prsa začnemo negovati, je zelo fajn, da ženska vzpostavi kontakt sama s seboj. In to pa se spomniš, je tista maternica, zibka ljubezni, tista, katera je najbolj idealna za to. In najprej se priporoča, da si najprej roke malo grejemo, se že poznaš, da zapremo nožnico, zadnjik, damo malo pozornost v roke, potem zagrejemo in nežno položimo na maternico, lahko poiščemo središče, lahko damo rokico gor, položimo na maternico in z dihom poglobimo pozornost v maternico, nežno, čisto nežno, nedolžno, neposiljeno, neprisiljeno, tako da maternica odpre svoje energetsko polje in nas sprejme v center. In ko začutimo toplino, mehkobo maternice v centru, tako nežno v svojem ritmu, parkrat vdihnemo vanjo, čisto nežno. Nežno vdihnemo v center, izdihnemo, čisto nežno, mehko v svojem ritmu, tako da začutimo mehkobo maternice, ker vemo, da je pozornost ključna. Pozornost privabi energijo, energija privabi kri. In kri je tista, ki ima vsa hranila, ves kisik, celo ekipo, da bo našo maternico regenerirala. Le dopustiti moramo to in jo ne ovirati. In zdaj, ko začutimo tisto notranjo ženstvenost, mehkobo, energijo ženske kreacije, pomeni maternica se začne regenerirati, hraniti z energijo, s krvjo. Zdaj pa lahko počasi damo drugo roko, eno pustimo na maternici, druga damo na prsa, na prsnico, bliže srčka in še aktiviramo srček. Umirimo srček in isto kot prej v maternico, bomo zdaj nežno pozornost potopile v središče srčka
čisto nežno, s hvaležnostjo, da se bo srček umiril in s tem aktivirale ljubečo vibracijo srčka. Mogoče tu začutimo že povezavo med maternico in srčkom. Čutiš, kako se odpira nežno, mehko in začutimo vedno več te ljubeče vibracije. Tukaj čisto nežno, hvaležnosti, občutka sreče, strasti. In ko se je srček sprostil, odprl, ko je preko glavne žile aorte svojo kri, katero zdaj okrog transportira do vsake celice, je le ta oplemenitena z vibracijo ljubezni. Zdaj pa, ko res čutimo vsaka naša celica, ko se koplje v ljubezni, bomo čisto nežno objele prsi, tako da bodo bradavičke med kazalčkom in sredinčkom čisto nežno, ljubeče, mehko, tako. In prav tako pozornost potopile v prsa, nežno. In začutile s pozornostjo v levi, desni dojki, začutile, kako se počasi ogreva, mehča in kako spodbudimo obtok. In pa predvsem spolno energijo, ki je tukaj uskladiščena. In ko se aktivira pretok krvi, limfe, žlez in vse, pričnemo z nežno masažo, tako da spodbudimo, aktiviramo spolno energijo. Čisto nežno in ljubeče krožimo, tako nežno, lahko z vdihom ob strani gor in po sredini dol, tako čisto nežno in počasi se približujemo k areolam, nežno, res čutimo in ker je ključna pozornost, tam ko potuje najina dlan, po isti poti je najina pozornost, sledi, tako da aktiviramo, prebudimo spolno energijo in čutimo to kot rahlo vzburjenje, to pomeni vedno več spolne energije. In počasi pridemo do areol, do najinih aktivatorjev in tu čisto nežno, samo z blazinicami prskov, čisto nežno po areolah, tako, in pa s pozornostjo. In ko smo res pozorne, počasi začutimo v središču glave, začutimo, da je naša kraljica žlez, hipofiza, da se že aktivira. In prvi korak, prvi proces je ta, da bo dejansko se pričela hipofiza regenerirati. Drugi korak pa je ta, da se prične oksitocin producirati. In naenkrat nam gre smehljajček na ust, že vemo, vedno več ga je, wow, tako se čutimo, tako fajn, ker je to hormon sreče. In potem, da bo še pa večji efekt, še bolj direktno kontakt, pa bomo zdajle še od areol prešle na bradavičke. In sicer bomo posnemali tisti proces dojenja, to pomeni aktivirale bradavičke, s 3 prski primemo čisto nežno, takole. In potem čisto tako nežno na vdih, tako rahlo povlečemo dih, izdih pa nežno sprostimo. Tako kot je dojenček sesal čisto nežno vdih, malce povlek, tako, izdih sprostimo. In seveda s pozornostjo, in bomo začutili, da so že polna usta slim, da so že usta polna slim, pomeni, začel se je proces regeneracije, prebava se aktivirala, nožnica začela vlažiti, lahko že čutimo, ko je že toliko oksitocina, da počasi gredo noge narazen, počasi se odpira se počasi nožnica in pa seveda čutimo tudi že toplino v jajčnikih, wow, in potem maternici. In tako nežno, čisto res nežno, da čutimo potem počasi že pulziranje, se pravi vdih, povlek, izdih sprostimo, čisto nežno, vdih, povlek, nežno, izdih sprostimo, tako bravo, čisto nežno, vdih, povlek, izdih sprostimo. In potem čutimo, že vedno bolj toplo, vedno bolj aktivna maternica in kaj se dogaja, začne pulzirati. In potem več kot oksitocina, večji efekt je, se pravi, večji je proces, večja regeneracija. Je težko? Ne, ni. Zdaj na koncu, se pravi, zdaj smo šli tako hitro skozi, potem na koncu pa je fajn, da se čisto
pravi, ko zaključimo, da lahko roke damo na maternico, na trebušče, kamorkoli in čisto ne počnemo nič. Samo minutko, dve, na koncu malo se odpočijemo. Ključno pa je, da imamo pozornost v telesu. To pomeni, da pozornost ne gre iz telesa. In that's all. Je težko. Ni, ne, ti te poznaš in to je to. Ampak res je pomembno, da s takim občutkom, ki ga zbudimo. Ja. Wow. Ja. In da si sposoben to, prvič si moraš vzeti čas za sebe, drugič se moraš dotikati sam s sabo in kljub temu, da zgleda preprosto, za marsikatero žensko, ki ima sebe na vrednostnem sistemu na zadnjem mestu, si boš že težko vzela čas za to. Res je. Če nima dobrega odnosa sama s sabo, se bo že težko prijela za prsi dejansko. Ja. In neverjetno je, na koliko različnih nivojih dejansko popravljaš nek odnos s sabo in na koncu koncev tudi vse hormone v telesu. Vse. In to je to. Aktiviramo hormonski sistem in potem tudi seveda poteka dejansko, ker hipofiza je tista žleza, katera nadzira bolj ali manj skoraj vse žleze. Ne? In potem se vzpostavlja, telo je pa samo po sebi je teži k ravnovesju. Tudi hčera mi je rekla, mami, v biologiji to se učimo homeostaza, to je isto, kar ti praviš, ne? Ravnovesje in to je to. Ne? In se vzpostavlja to ravnovesje in to mu pa samo omogočimo, malo se mu pomagamo in to je to. Jeseni bodo znova na voljo novi programi, ki jih izvajaš v Mariboru, v Ljubljani, tudi nekaj v Domžalah, kaj ne da? Ja, zdaj tako je, da punce vabijo na Primorsko, zdaj so spet iz Dolenjske, Primorske, Prekmurja, tako da po celi Sloveniji, seveda bo v Ljubljani, Mariboru, bo pa še videla, to še zdaj malo kombiniram, v katerih krajih, tako da bo čim bliže puncam, katere res želijo na sebi narediti najboljše. Z drugimi besedami, pište ji, pa mogoče zmaga vaš kraj. Ja, bravo. Že dolgo te sprašujem, ali bodo na voljo pri tebi tudi kakšni tečaji oziroma kakšne, ne vem, individualni posveti in podobno za pare. Ja, tudi to pripravljam zdaj v naslednji sezoni, to se me tudi ti spodbudila med drugim, tako da ja, pomembno je, da ženske najprej spoznajo sebe z vidika spolnih zakladov, potencialov, potem pa še svojega partnerja, se pravi moškega in pa obratno. Da vijo, kaj je na njim, ker dejansko vse pokaže, telo je zunaj in znotraj je eno, a ne? In zunaj, predvsem pa sploh prsa, areole, nožnica, vse nam pokaže naš karakter, naš značaj, kaj si želimo, kakšni so naši potenciali. To je zelo fajn, da drug drugega spoznata, da veste, kaj lahko drug drugemu podarita, kaj lahko drug drugemu pomagata in pa konec koncev, da imajo čim lepše, da se suportirata. Tako da ja. So kakšne kontraindikacije za to masažo, v tem smislu, da ne vem, jo ne bi izvajale ženske, ki so imele mogoče kakšno operacijo, mogoče celo odstranitev dojke, ne vem, karkoli pa že je, kakšna kontraindikacija? Zdaj takole, kontraindikacija je predvsem na ravni čustev. To pomeni, da ko to delamo, zato smo tudi šli najprej maternico, da smo spodbudili tisto nežno mehkobo, srček. Zelo idealno pa je, da spostavimo sploh tista pozitivna čustvena energija. Zakaj? Ker ženske imamo tukaj ogromno negativnih čustev, se nam nabere in potem, ko masiramo, se to vse prebudi, aktivira in ljubeča vibracija je tista, katera transformira. Tako da z tega vidika, se pravi, najbolje tukaj to aktivno vidim, ko ženske čustva. Čustva. Zdaj, druga stvar je pa ta, ko mi spodbudimo pretok, tudi samo ti z drugimi gosti, se pravi, pretok je tisti, kateri vodi v zdravje. In ko mi spodbudimo pretok, dejansko spodbudimo samo naravno delovanje telesa. Se pravi, samo zdravilne sposobnosti, ki jih naše samo to prebudimo, nič drugega. Ne delamo na silo, zato ne delamo na silo, ampak ženske delamo po občutku, po feelingu, to, kar smo obdarjene. Najlepša hvala Karmen Bezget iz Akademije za ženske, Females Academy. Ima tudi luštno spletno stran, si lahko pogledate in mogoče najdete svoje mesto v katerem izmed jesenskih programov. In ja, ženske drage, dajmo se dotikati prsi in vseh ostalih delov z ljubeznijo in spoštovanjem, predvsem, če to potem pričakujemo še od moškega, kaj ne da? Začeti moramo pri sebi in pri svojem odnosu do najpomembnejše osebe v vašem življenju in to ste vi sami.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na 3x2 klepet ob kavi.si. Naj vam bo svet lep.